Program Allplan ima možnost filtriranja, s katero lahko v nekaj korakih na risbi izpostavimo karkoli si zaželimo. Obstajajo različne možnosti filtriranja. Filtriranje po peresu, vrsti linije, barvni ton, polnila, slojem, atributi, tipi rekonstrukcije, arhitekturni elementi in možnosti za filtriranje armaturnih palic in jeklenih mrež. Pojasnili bomo nekaj vrst filtriranja, ki se najpogosteje uporabljajo. Na primer, naloga bo sprememba plasti kotnih črt z uporabo filtriranja po sloju in po elementih. Začnemo z izbiro filtriranja po sloju. Odpre se okno, v katerem izberemo sloj. In v spodnjem levem kotu lahko prav tako opazimo, kako program Allplan izbira elemente, ki se nahajajo v sloju kot 100. Označimo vse prikazano na risbi. In kot lahko vidimo, bo Allplan označil samo kotne črte, saj se samo one nahajajo v tem sloju. Nato s klikom na spremeni lastnost oblike izberemo sloj, kamor želimo postaviti naše kote. V primeru izgube vaših koles po menjavi plasti, pojdite pod zavihek plast in vklopite vidnost plasti kolesa. Zdaj bomo kote vrnili v isti sloj, iz katerega smo jih premaknili. S pomočjo filtriranja po elementih. S klikom na filtriranje po elementih odpre se okno, kjer izbiramo elemente za filtriranje. Od črte, polčrte, krožnice, besedila, kotne črte, izpolnitve in podobno. Odberemo filtriranje po kotni črti in potrdimo z redu. Kakor pri filtriranju po sloju. V spodnjem levem kotu zaslona lahko opazimo, da Allplan zahteva izključno kotne linije. Označimo objekt in spremenimo sloj kot. Prehajamo na druge vrste filtriranja. Prva, ki jo bomo pojasnili, je filtriranje po arhitekturnih elementih. Pojavi se okno z imenom arhitekturni filter, v katerem imamo več različnih razdelkov. Možno je filtrirati po elementih, po imenih objektov, materialu in debelini elementov. Filtrirati moramo steno debeline 33 in 37 cm. To bomo storili na naslednji način. Najprej bomo v rubriki Element poiskali zid. In pri debelini napisali 33. Saj želimo filtrirati po zidu debeline 33 cm. In pritisnemo Enter. Še bomo obkljukali debelino 37 cm. Povemo v redu. Označimo objekt. Vidimo, izbrani so zidovi debeline 37 in 33 cm. To je bilo filtriranje po arhitekturnih elementih in debelini. Sedaj bomo prešli na filtriranje po materialu. Za primer bomo vzeli to pregradni zid. Z dvojnim levim klikom vstopimo v njegove lastnosti. Potrebno je zapomniti material, v tem primeru gips kartonske plošče oziroma GK plošče. Nato ponovno odpremo filtriranje po arhitektonskih elementih in pri razdelku material dodajamo mavčno kartonske plošče. Označimo ga in pritisnemo v redu. Kot lahko vidite, po selektiranju celotnega objekta. Označeni so le predelni zidovi iz mavčno-kartonskih plošč. Za konec bomo še omenili možnost filtriranja po palicah in mrežah. Filtriranje po palicah omogoča izbiro glede na številko položaja, promjeru ali kvaliteti čelika. Medtem ko omrežja filtriramo glede na številko položaja in opis. Hvala vam na pozornosti in prijetno delo z Allplanom.